Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Smo ponovno v naši oddaji Na robu znanega in tokrat bomo gostili psihiatrinjo, članico iniciative slovenskih zdravnikov in se bomo pogovarjali o Svetovni zdravstveni organizaciji, načrtu Svetovne zdravstvene organizacije, da vse države dobi pod svojo neke vrste reševalno oblast, da bi se svet uprl uspešno bodoči pandemiji. In prav o tem se bomo pogovarjali s predstavnico iniciative slovenskih zdravnikov, dr. Ilinovo. Prav lepo pozdravljena, dr. Ilinova. Pozdravljeni in vi in gledalci. Ja, večkrat vas vidimo po različnih internetnih prenosih, pa po televizijah. Vi pa še nekaj predstavnikov iniciative ste kar skeptični glede na to dogajanje in politiko ob covidu, ob različnih ukrepih vlade, svetovne organizacije in razkrivate in strokovno mnenje svetovnih strokovnjakov, ki se popolnoma, bi rekli, ne sklada z tem, kar govorijo tisti uradni predstavniki zdravniških oziroma farmacevtskih lobijev, proizvajalcev in pa tudi s temi ukrepi na svetovni ravni. In prav sedaj je v teku še vedno in aktualni še vedno ta podpis Svetovni zdravstveni organizaciji držav, podpisnic, ki bi s tem predale svojo oblast v bodoči pandemiji Svetovni zdravstveni organizaciji. Kaj se sedaj na tem področju dogaja ali je kaj novega? Se pravi, Slovenija je podpisala ali ni podpisala tega in kaj je sedaj z novim zakonom, ki smo ga dobili prav o zdravstvenem zakonu, o epidemijah in se pravi zakonodaji, prej so bili odloki in tako, ali se bi torej lahko najprej malo osvetlili to situacijo kot izhodišče. Ja, bom na kratko bolj osvetlila raje ta zakon o nalezljivih bolezni D, ki je zdaj sprejet po hitrem postopku. Jaz sem ugovarjala že v parlamentu, mislim, da je to bilo aprila, takrat, ko je javnost bila povabljena tudi oziroma neki predstavniki civilnih iniciativ, da povemo svoje mnenje o tem zakonu. In pri tem še zmeraj vztrajam oziroma je zmeraj več tudi strokovnjakov, ki prepoznajo problem tega zakona. Ni mi pa jasno, zakaj je ta nova oblast tako blazno hitela ta zakon sprejeti, ko je toliko enih opozoril bilo že prejšnji oblasti, pa tudi tej novi, da ta zakon pravzaprav ne prinaša tega, čemu so ga oni namenili, torej odpravljanju zakonskih neskladnosti, kot je na to opozorilo Ustavno sodišče. Namreč Ustavno sodišče je naložilo prejšnji vladi, da skrči svoja pooblastila glede urejanja teh ukrepov, ki jih je uporabljal v teh zadnjih 2,5 letih, pa več kot 2 letih, v epidemiji, ker je preprosto ni upoštevalo stroke, je prestopilo svoja pooblastila in je dejansko uvedlo dolgotrajne, zelo škodljive ukrepe, ki so predvsem,
če pogledam iz zornega kota stroke oziroma medicine, v popolnem nasprotju z stroko, z epidemiološko stroko in z medicinsko stroko. Kljub temu, da je ena ozka skupina strokovnjakov pritrjevala, ampak mislim, da je pritrjevala predvsem zaradi tega, ker so bili pod političnim pritiskom. Nažalost, tudi po tistem, ko se je oblast zamenjala, ti isti kolegi niso informirali javnost in tudi novo garnituro politično, da gre za zakon, ki nam ne bo prinesel nič dobrega. In sicer, kaj se je zgodilo? Tisto, na kar je Ustavno sodišče opozorilo, da je prejšnja vlada z odloki uvajala te ukrepe, ki so bili zelo nesorazmerni s problemom in naredili so enormno veliko škode, oziroma so povzročili bistveno več škode kot bolezen sama, in ki so do zdaj veljali kot ne neustavni, ampak nezakoniti. Ne? Se zdaj s tem novim ZNBD-jem, ki ga je ta nova vlada po hitrem postopku potrdila, so zdaj isti ti odloki postali zakoniti. Tako da jaz, če tako na kratko povzamem, bi rekla, tisto, s čemer nas je prejšnja oblast maltretirala nezakonito, bo nas nova oblast z istimi ukrepi lahko maltretirala zakonito. Tako da pri prejšnji oblasti smo se lahko vse pritožili na sodišče, če smo smatrali, da so ti ukrepi bili neustrezni. Pri tej novi oblasti še to pravico so nam odvzeli. Tako da dejansko smo s tem še bolj obrazpravljeni, kot smo bili do zdaj. Tako da so zdaj sprejeti kot zakoniti ukrepi, ki so v popolnem nasprotju z medicinsko stroko. In to sprejetje tega zakona dejansko v posmeh stroki, v posmeh medicinski stroki, v posmeh pravni stroki, v posmeh zdravi kmečki pameti. Torej, vi pravite, da ti ugovori dela stroke ali pa vašega dela stroke niso bili upoštevani, ali pa verjetno sploh, jaz nisem strokovnjak, te stvari se tako ne spoznam, ampak verjetno tudi s tistim, kar so vas učili na fakultetah, tudi s tistim verjetno ni ravno to vse skupaj v nekem skladju. Ampak gre za to, da so bili vsi tisti prejšnji, so bili neustavni oziroma nezakoniti, zdaj bo pa vse skupaj zakonito. Nič se pa ni spremenilo. Ne. In niso samo povozili zdravniško stroko, ampak tudi pravno stroko. Tudi vrhunski pravniki so opozarjali na neustavnost, na nezakonitost. Dobro, zdaj gledamo recimo z nekega vidika pač preproste pameti, naprimer, da bi bila neka epidemija, zdaj spet smo tu pri problemu, kdaj je epidemija, kdaj ni, ali je to vedno takrat, kadar Svetovna zdravstvena organizacija to razglasi ali ne. In potem pač država mora nekaj delati zakonito. Ne. Zdaj, z pravnega stališča je recimo nek način to razumljivo in vsi so pričakovali, da to bo. Iz strokovnega stališča pa se torej nič ni spremenilo in vi lahko zopet samo opozarjate, ampak ne boste imeli nobene pravne moči, recimo tisti, ki ste drugačnega mišljenja. Ne. Zdaj pa odvisno je pa tudi, kakšne epidemije so, ne vem, napovedane ali kakorkoli. Ker slišimo, da recimo zdaj, da v tem času, da je zdaj na Hrvaškem, ne vem, antraks, ne vem, odkot je prišel, potem imamo to opičje koze, pred katerimi izbruhom je zopet bil sestanek, tako kot tik pred covidom. Potem imamo, ne vem, neki novi covid oziroma neki novi koronavirus, zdaj v svetu se razvija ne te inačice BA ali karkoli so. Potem napovedujejo Warburg v Afriki, da ga imajo. Potem ne vem, kaj še vse, se pravi, nekaj se kuha v tej smeri. In tudi verjetno evropsko stališče cepiva se je nakupilo veliko. Torej, kaj nas zdaj čaka v tem, kaj lahko pričakujemo v neki prihodnosti?
Ja, ena od žvižgačic, ki je zaposlena bila v WHO-ju, je razkrila, da dejansko WHO načrtuje obdobje ponavljajočih se epidemij z 11 različnimi virusi, in sicer od leta 2020 do 2030. Zdaj, če ona ni povedala resnice, pa vam jaz zdaj ne govorim resnico. Če pa ona razklirala resnico, in bojim se, glede na to, kar se dogaja, da bi to, kar je povedala, utegnila biti resnica, pol nas čaka obdobje, 10-letno obdobje ponavljajočih se epidemij. Zdaj, problem je v tem, ker tudi daje upravičen sum, da gre za načrtovane zadeve, je, da, tako kako ste omenili, da že, mislim, da konec septembra ali začetek oktobra 2019 je bila ena 3-dnevna mednarodna vaja, kar široka mednarodna vaja, ki je vključevala večino državnikov sveta, so imeli vajo, mislim, da se je imenovala Event 201, torej dogodek 201, in tam so dejansko preigravali scenarije, kako bodo obvladovali neko novo epidemijo, epidemijo X, če se bo pojavila. Koronavirusa. Takrat ni bilo rečeno, kaj je bila epidemija X, ne? Ampak ta se pojavlja konec decembra oziroma sredi decembra 2019 in se po tem scenariju ravnal tudi celi svet. Saj smo videli, da so tudi ukrepi, retorika, naravnanost praktično bila toliko usklajena v celem svetu, da je bilo prav smešno, da smo skoraj isti večer na poročilih, v nemških poročilih, avstrijskih poročilih, italijanskih poročilih, slovenskih poročilih, ameriških poročilih poslušali isto. Ne? Isto naravnanost, in ko se je spremenila retorika, spet istočasno, kot če bi z enega centra prihajala komanda, kar je potrebno pač na kakšen način servirati neko informacijo, in na isti način ta informacija bila servirana povsod. Tako da to nekako daje en utemeljen sum, da so zdaj dejansko ta scenarij takrat preigravali in da je ta epidemija COVID-19 se ni nekako čisto zares spontano pojavlja, ker, veste, čist medicini gledano, ti ne moreš predvideti, kdaj se pojavila epidemija, kdaj se bo pojavila, pač pride do neke spontane mutacije, nekega povzročitelja kužne bolezni in takrat se to pojavi. In pojavi se zaradi tudi različnih nekih dejavnikov, ki istočasno delujejo, da nek virus lahko takrat povzroči eno širšo okužbo oziroma da okuži več držav, več kontinentov hkrati, da se pojavi neka variacija kužne bolezni oziroma virusa, ki bo povzročala težji potek, ki bo povzročala več smrti. Takšne stvari se pravzaprav ne dajo načrtovati. In ko je to nekaj načrtovano, jaz bi rekla, da to zelo, zelo diši pa tem, da ni naravno. Ne morem trditi. Marsikateri znanstvenik je celo trdil, da gre za laboratorijski virus, jaz seveda dokazal, da to nimam. Vsekakor pa način, na kakšen se stvari dogajajo, me navede na pomisel, da bi to utegnilo biti res. To, kar ste tudi omenili glede teh opičjih koz, točno to se je zgodilo spet v, ne vem točno, kako se imenuje organizacija, neka organizacija za varnost, za mednarodno varnost, ki ima sedež v Münchnu, in v Münchnu lansko leto, to je bilo oktobra 2021, so spet izvajali podobno vajo kot takrat septembra oziroma oktobra 2019 za COVID, ampak se tu zdaj že imenovalo vaja, priprava na pandemijo opičjih koz. In je po tistem urniku, ki so ga oni tam kot vajo uporabili, je bilo rečeno, da se bodo o prvih primerih opičjih koz izven afriškega kontinenta začelo poročati 15. maja. In hudiča se je zares zgodilo. Namreč opičje koze so znane že desetletja. Endemsko se pojavljajo kot manjše epidemije dejansko v nekaterih državah, afriških državah. Nalezljivost je majhna.
Tako da dejansko zato, da bi se nalezli od nekoga, ki ima bolezen opičjih koz, moramo biti v tesnem kontaktu dalj časa, torej v okviru kakšne družine, kakšne vasi, ki strnjeno, intenzivno živi skupaj. In je prvič se dejansko zgodilo v zadnjih 60 letih, odkdaj medicina pozna to bolezen, da se je hkrati nekako pojavilo in v Ameriki in v Evropi. Seveda, zdaj že vemo, da so in PCR testi že pripravljeni, da so že prilagojena cepiva pripravljena. Tako se mi zdi neravno spontane. To je spontan pojav te bolezni. Drugo, kar ste omenili, zdaj zmeraj več govorijo o epidemiji Marburga. Ne? Marburg je tudi ena dejansko bolezen, ki je smrtnost izjemno visoka, sicer je nalezljivost relativno majhna, nalezemo se samo stikom z telesnimi tekočinami okuženega, ampak je smrtnost pa izjemno visoka. Ne? In zdaj so poročali nekaj dni nazaj, da se v nekaterih državah afriških spet pojavil Marburg. To pomeni za mene precej dvoma v to, da gre za spontane pojave. Ne morem trditi, da imam prav, to je pač moje subjektivno mnenje, glede na poznavanje medicine in glede na seznanjenost z vsemi temi dogodki, na katere pač opozarjajo zdravniki iz celega sveta. Zdaj, če gledamo to svetovno sliko, potem vidimo tu, da je na primer ta Svetovni ekonomski forum in za njim pa stojijo finance sveta, medtem ko so vse države zadolžene in ti preko Svetovnega foruma in te elite tudi, kot so kraljevske družine in podobno, razglašajo ta veliki reset. Se pravi, reset je to, če ti nekaj vgasneš dol in potem zopet na novo zaženeš, pa na boljše, ne pravijo, naredimo nazaj boljše. Torej so neki načrti za svet. So verjetno nekateri fantje, ki se o tem ukvarjajo z svetom, ne samo z domačim vrtom in korenčkom in kaj pač nakupujemo po teh centrih, ampak oni se ukvarjajo z svetom, kaj bodo naredili, kaj se dogaja. In to so ljudje, ki so izven uradnih organizacij, lahko pa te organizacije na nek način tudi uporabijo, mogoče govorimo zdaj teoretično, kar pa vemo, da sigurno teoretično ni samo, v svoj prid, na primer Svetovno zdravstveno organizacijo. In tu je zdaj problem, da so finance Svetovne zdravstvene organizacije so tudi sumljive, ne? Ker vemo, da so te razni privatni lobiji, se pravi farmacevtski lobiji, kot je Bill Gates in podobno, so pa v glavnem je tako, vse te organizacije so več ali manj z njim tudi povezane, verjetno pa odzadaj stojijo še močnejši igralci, financirajo Svetovno zdravstveno organizacijo in privatne denarje, mislim, da je veliko več kot držav. In potem takšen človek ima interes, da recimo naredi neko pandemijo. Ne? Zdaj gremo, pač poskušamo pojasniti taki preprosti primer, razglasi se pandemija, vse države pa kupujejo cepiva in potem ta cepiva, tako smo zdaj imeli v tem primeru, so še eksperimentalna. In kaj je zdaj tu nevarnost za nas ljudi, za človeštvo? Jaz bi vam povedala prvo čisto na kratko zdaj kot komentar na vso to dogajanje, da vidimo, da v tistih državah, ki so bili uvedeni najbolj strogi ukrepi, ki je precepljenost največja, dejansko je nastalo tudi največ škode, bodi si zdravstvene, bodi si gospodarske, bodi si psihološke. Največ okuženih, ne? Največ okuženih, največ umrlih, največ gospodarske škode, največ psihološke škode. Da dejansko ti ukrepi so bili videti, oziroma se zdaj vidijo z neke distance, ko se analizirajo efekti, da niso imeli nobenega zaščitnega efekta, dejansko zdravstvenega, niso obvarovali populacijo pred tem, čemur je bilo namenjeno, ampak so
kako rečem, predvsem nas oropale temeljnih človekovih pravic. Tako da, kot če bi vsi ti ukrepi bili namenjeni krčenju demokracije, odvzemu temeljnih človekovih pravic in ne pa varovanju našega zdravja. In to je tisto, kar meni zbuja alarm in ne le meni. Dejansko mednarodno tudi naša iniciativa slovenskih zdravnikov se povezuje z Evropskim združenjem, ki združuje zdravnike, znanstvenike, pravnike, sodnike, odvetnike, ki so del tudi svetovnega združenja, ki združuje tudi ameriške, ravno tako zdravnike, znanstvenike, pravnike. In na nek način to mednarodno povezovanje nam daje tudi širino teh informacij, ki seveda ne pridejo v mainstream medije in ki na nek način niso dovoljeni, sploh da se delijo v uradni strokovni javnosti. Saj zato nas tudi Zdravniška zbornica naša preganja kot združenje oziroma kot podpisnike tistih povabil ne cepiti otroke, ker so to neraziskana cepiva, etc. Da nas uradne zdravniške inštitucije, ne le v Sloveniji, to je pojav v celem svetu, naša ni nič slabša od ostalih. Tudi v drugih državah zdravnikom, ki opozarjajo na stroko, ki opozarjajo na neustreznost teh ukrepov, jemljajo licence, jih kaznujejo, jih ostajajo brez službe, ampak nekako združeni v svetu dobimo neko potrditev, prvo dobimo relevantne informacije od svetovno priznanih virologov, imunologov, vakcinologov in drugih znanstvenikov, molekularnih biologov in drugih znanstvenikov, ki so celo svoje življenje posvetili raziskavi te problematike. In od tod nam morda tudi neka strokovna, ne vem, podpora, da vztrajamo pri tem informiranju, ker dejansko res ne gre za zaščito našega zdravja. Gre bolj za povečano kontrolo prav ze strani tega kapitala, ki ga omenjate, ki seveda deluje prek politike. Politika je ujeta v ta problem, namreč v zadnjih 30 letih so nas vsi oblastniki, ki so vodili našo državo, so omogočili, da se zadolžimo ne do vratu, ampak čez glavo pri tem mega kapitalu. In dejansko, ne glede na to, kdo bo na oblasti, levi, desni, srednji, če želijo ohraniti svojo pozicijo, bodo morali igrati po pravilu tega mega kapitala. Zdaj, problem je v tem, da do zdaj je ta vpliv smo čutili predvsem na nivoju lokalne zakonodaje. Zdaj pa se, tako kot ste rekel, ta seli na svetovni nivo. In ta svetovni nivo bi naj prevzela WHO. Zdaj, če mi dovolite, bi povedala nekaj sklopov na to temo, pa sem seveda pripravljena še dodatno pojasniti, če bo karkoli, ampak nekaj sklopov za to, da bi sploh lahko se še o tem pogovarjali, se mi zdi pomembno vedeti. WHO je bil ustanovljen leta 1948 v okviru Združenih narodov. Je bila ustanovljena kot neodvisen posvetovalni organ na področju javnega zdravja, brez kakršnih koli finančnih interesov. Financirana je bila iz članarin držav članic in je imela izključno posvetovalni, oziroma je zbirala informacije o javnem zdravju iz celega sveta in je imela posvetovalno funkcijo. Torej je pomagala državam, ki so imeli, predvsem tem revnejšim, manj razvitim državam, ki niso imeli dovolj razvit svoj zdravstveni sistem, je zagotavljala možnost posvetovanja v primeru pojava kakršnekoli bolezni, kateri morda njihov zdravstveni sistem ni bil kos. Odločitve ali pa nasveti, ki so jih, ali pa usmeritve, ki jih je WHO dajal, nikoli niso bile obvezujoče. So bile zgolj kot informacija, ki jo država, ki jo sprejela, lahko sprejela ali tudi ne. Zdaj, problem je nastal nekje konec prejšnjega stoletja, ko v financiranje so vstopili javno-zasebni subjekti. Torej, nekje od konca 20. stoletja se WHO preneha financirati izključno iz članarin članic WHO-ja in vstopajo v sofinanciranje lastniki kapitala, kot so recimo Svetovna banka, fundacija Melinde in Billa Gatesa, pol njihov Gavi
ne, ki vemo, da proizvaja oziroma da cepi. prodaja, ki so zadolžene v celem svetu, dejansko delajo na čim širšem in čim bolj agresivnem cepljenju, bolj Evropska komisija in drugi javno-zasebni subjekti. Problem je v tem, da se to razmerje med financiranjem to porušilo, da se zdaj financiranje WHO-ja, ki je prej 100% bilo iz članarin držav, zdaj zagotavlja manj kot 20% iz članarin držav in več kot 80% prihaja iz donacij. Vemo, da megakapital nikoli ne donira brez lastnih interesov. Mislim, da je to vsem jasno. Recimo, čisto konkreten primer je fundacija Melinde in Billa Gatesa in njihov Gavi letno prispeva $1 milijardo za financiranje WHO-ja. Težko me bo kdo prepričal, da so toliko človekoljubni, da toliko denarja dajo brez lastnega interesa. In tu se pojavi tak en hud konflikt interesov, ne? Prej je WHO bil brez finančnih interesov in brez financierjev, ki obvladujejo dejansko ze strani kapitala, ki bi obvladovali WHO. Sedaj pa je več kot 80% financierjev izhaja iz megakapitala oziroma korporacij. In tu nastane ta konflikt interesov, ker se sprašujemo, a WHO še zmeraj ščiti naš javni interes ali sledi dejansko interesom svojega financierja. Ne? Zdaj, to, kar ste tudi omenil, ne? Sprememba teh definicij, morda bi na kratko to omenila in pol bi povedala še kaj o tem mednarodnem sporazumu o pandemijah in kaj se s tem dogaja, ker to je tisto, kar je zdaj dejansko aktuelno, ampak se mi je zdelo nujno povedati dejansko te osnovne podatke glede financiranja, ker iz tega zornega kota bomo lažje tudi razumeli, zakaj se vse te stvari dogajajo, ki se dogajajo. Problem je nastal dejansko z prvo spremembo definicije, ki jo je leta 2009 WHO spremenil in sicer glede definicije pandemij. Do leta 2009, do pomladi leta 2009 je veljalo, da WHO lahko razglasi pandemijo le ob hitrem širjenju nalezljive bolezni na več kontinentov, ki povzroča izjemno veliko število hudo obolelih in izjemno visoko smrtnost. To pomeni samo pri pojavu kužnih bolezni, ki prinašajo veliko zdravstveno breme oziroma veliko zdravstveno nevarnost. Leta 2009 oziroma en mesec pred pojavom te prašičje gripe H1N1 so spremenili to definicijo in prav ta sprememba definicije je omogočila tudi razglasitev pandemije takrat, namreč po starih kriterijih ne bi bili izpolnjeni kriteriji za razglasitev pandemije prašičje gripe. Namreč črtali so veliko število hudo obolelih, izjemno visoko smrtnost. Tako da dejansko od tega časa, od maja 2009, WHO lahko razglasi pandemijo pravzaprav ob katerem pojavu tudi čist blagih, navadnih, sezonskih kužnih bolezni, ki smo jih vajeni pravzaprav vsako leto. In v teh sezonskih virozah. Ne? In to omogoča zdaj WHO oziroma državam uvedbo ukrepov, s tem so se njegova pooblastila precej razširila. In ta deregulacija, namreč ta prejšnja definicija nas je ščitila pred možnostjo zlorabe. Nova definicija, ki je bila sprejeta 2009 in to brez soglasja širše stroke, samo WHO se je odločil, da bo dereguliral pravila, ki so ga omejevala, je prišlo do tega, da je za nas manj varnosti oziroma da je več možnosti zlorabe. In ta deregulacija teh pravil se nadaljuje. Leta 2020 je WHO spremenil tudi definicijo čredne imunosti. Prej je čredna imunost bila definirana s tem, da smo jo lahko pridobili s prebolevanjem ali cepljenjem. Ne? In to je tudi skladno z medicinsko stroko. Sedaj pa so naravno zbolevanje črtali in zdaj bi naj čredno imunost lahko dobili izključno s cepljenjem
kar je v popolnem nasprotju s stroko. Namreč vemo, da je naravna imunost zmeraj bistveno bolj kvalitetno, ponudi bistveno bolj kvalitetno zaščito kot samo cepljenje. Tretja definicija, ki so jo spremenili, je pa bila septembra 2021 in sicer so spremenili definicijo cepiv. Prej je bilo cepivo definirano kot produkt, ki stimulira imunski sistem, da ustvari imunost, ki nas ščiti pred nalezljivo boleznijo. Sedaj je pa cepivo definirano kot preparat, ki se uporablja za stimulacijo imunskega sistema proti nalezljivi bolezni, vendar je popolnoma črtano to, da bi naj to zagotovilo zaščito pred to nalezljivo boleznijo, kar vidimo tudi, seveda, da se tudi pojavlja. Namreč pri cepljenih z COVID cepivi se ravno tako zbolevajo, ravno tako prenašajo bolezen, res je stimuliran imunski sistem, kar ima pozitivne in tudi negativne efekte, vendar absolutno cepljenje ljudi ne ščiti pred zbolevanjem in tudi ne ščiti družbo pred širjenjem kužnosti. In seveda ta sprememba definicije cepiv prenaša veliko možnosti zlorab, namreč tudi to tako zvano COVID cepivo je nekaj, kar bi prej ustrezalo definiciji genskega preparata oziroma genskega zdravila kot cepiva, namreč v večini argumentov ali aspektov sploh se ne ujema s temi klasičnimi predpostavkami, kaj bi naj cepivo v organizmu naredilo, torej funkcionira povsem drugače. In problem je v tem, da to odpira vrata, da dejansko farmacevtska industrija registrira svoje nove preparate pod imenom cepiv. To se že nakazuje, se že govori, da se bo delalo cepivo proti raku, ne? Pa cepivo proti kardiovaskularnim boleznim, pa cepivo proti celemu kupu tudi kroničnih bolezni, ki s kužno boleznijo nimajo nobene zveze. Kje je tu dejansko za nas nevarnost? Nevarnost tiči v tem, da za cepiva so predpisani bistveno nižji varnostni standardi kot za ostala zdravila. To pomeni, farmacevtska industrija, ki pod imenom cepiv skuša registrirati svoj nek nov preparat, če ga imenuje cepivo, ne rabi izpolnjevati vseh teh varnostnih standardov, ki jih se za zdravila predpisujejo. To njim omogoča, da ga registrirajo z bistveno manj raziskav, se ne raziskuje genotoksičnost, se ne raziskujejo interakcije, se ne raziskuje teratogenost, to pomeni škodljivost na plod, se ne raziskuje varnost do te stopnje kot pri zdravilih, da proizvajalec takšnega tako zvanega cepiva ali pa nekega novega preparata lahko registrira svoj preparat za njega bistveno cenejše, ne, torej bistveno hitreje, z bistveno manj vložka, za nas se pa s tem bistveno znižajo varnostni standardi. In jaz bi opozorila na to zlorabo, ker se že dogaja. Torej, s temi spremenjenimi definicijami se odpira pot možnosti, recimo, neke zlorabe, seveda zaslužka večjega ali pa celo drugega cilja, ki bi naj neko cepivo ga sledilo v tem svetovnem gledanju in v tem svetovnem načrtu. Se pravi, zdaj smo pri teh definicijah, znotraj katerih lahko, na primer, Svetovna zdravstvena organizacija razglasi epidemijo, in potem imamo tu tudi, se pravi, Svetovni ekonomski forum, kjer govori gospod Klaus Schwab, da imajo oni v forumu vlade v svetu, da imajo svoje ljudi v kabinete, to so njihovi ljudje, ki so iz tistega, se pravi, svetovni urejevalci, shapersi pa world leadersi. Pravi, imamo vlade, imamo znanstvenike, imamo religiozne voditelje, on govori. Pravi, in ti ljudje potem ubogajo, ker so nekje postavljeni tako ali drugače, in potem ubogajo ta neki veliki zadaj načrt in smo zdaj pred tem, kot ste dejali, da vse države podpišejo
ta sporazum, da bodo predale oblast Svetovni zdravstveni organizaciji, da bo ona vodila, pa s temi lobiji, s temi financerji, bodo oni vodili tako imenovane epidemije. Zdaj, že v tej vaji, ki je bil COVID, zgleda, da je bila to neke vrste vaja za kaj večjega, je bilo veliko nejasnosti. Kaj bi to pravzaprav pomenilo za države, za ves svet? Ta nova pogodba se imenuje Mednarodni sporazum o pandemijah. Je bila prvič predstavljena javnosti 1. decembra 2021 in bi naj stopila v veljavo dejansko z začetkom leta 2024. V tem času bi naj države nekako oformile dokončno besedilo in je v ta namen v Ženevi, mislim, da je v Ženevi bilo srečanje WHO-ja od 22. do 28. maja, kjer je seveda tudi bil naš minister Poklukar, pa še ena kolegica, ki je tudi bila izvoljena kot članica WHO-ja v Ženevi. In to, kar ste me že na začetku vprašali, kaj je bilo podpisano. Takrat je bilo podpisano dejansko spet strinjanje oziroma neka pogodba za strani med WHO in Slovenijo, da bo Slovenija enako kot v zadnjih 2 letih, še v naslednjih 2 letih intenzivno sodelovala z WHO-jem oziroma sledila njihovim navodilom. Kljub temu, da vemo, da je veliko teh navodil bilo dejansko bolj škodljivih, ne le zdravstvu, ampak tudi ostalim aspektom življenja, je pač naš minister kljub temu verjetno pod zahtevo ali pa pritiskom vlade oziroma megakapitala, ki pritiska pač na politike katerekoli opcije, je podpisala ta sporazum. Hkrati pa je izrazila pisno tudi podporo tem novemu mednarodnemu sporazumu o pandemijah, kar je pravzaprav še bistveno bolj alarmantno kot to, da je privolila v nadaljnje intenzivno sodelovanje. Zakaj je to tako zelo alarmantno? Problem v tem je, da do zdaj so in do nastopa veljave te mednarodnega sporazuma o pandemijah so tudi nasvete ali pa navodila ali pa priporočila WHO-ja bila neobvezujoča. Zdaj smo že videli, da v teh zadnjih 2,5 letih so se države, kljub temu, da so bila ta navodila ali pa priporočila bila neobvezujoča, so se skoraj držali kot pijani plota. Ne? Dejansko niso omogočili notranji državni stroki, da razpravlja o teh priporočilih in da na nek način sama na podlagi svojega strokovnega znanja presodi, kateri od teh ukrepov je sprejemljiv in dober in kateri ne, ampak je na nek način že v teh 2,5 letih WHO kot neko nepisano pravilo je bilo, da moramo slediti tem navodilom. Očitno se to predvideva tudi do konca 2023, ko bo s podpisom te pogodbe WHO pridobil popolnoma novo vlogo. Namreč takrat, tu se spreminja, mislim, da tudi celo 9 zakonskih aktov in se tudi ustvarila ena nova komisija tu konec maja, takrat na tem zadnjem zasedanju WHO-ja, ki moram reči, da dodatno prižiga se rdeče alarme. In sicer WHO bi s podpisom te pogodbe pridobilo novo vlogo in sicer tako, da njihova navodila postanejo zakonsko obvezujoča. Postavljajo se nad nacionalne zakone in nad ustavo. Tako da s tem država popolnoma izgubi svojo suverenost, da odloča o teh ukrepih, in tudi naša oblast ne bo mogla nas zaščititi naše temeljne človekove pravice, ne? Ker WHO prvo moramo vedeti, da ima popolno imuniteto, torej karkoli naredi, kakršnekoli so tudi grozljive posledice njegovih odločitev, so imune in ne odgovarjajo nobenemu sodišču. Torej nad njim ni nobenega razsodnika. In dejansko nimajo odgovornosti do kogarkoli. To je že prvo,
kar je problematično. Drugo, da se katerakoli država sama od sebe odloči odpovedati svoje suverenosti, ob tem, da ima lastno dobro razvito medicinsko stroko, veliko strokovnjakov z širokim znanjem, sposobnim presoditi, kateri od teh svetovanih ukrepov je v korist ljudstva in kateri ne, da se temu država odpove, razumem, kot nuja, ki nastane samo pod hudim pritiskom res te neke nadoblasti, ki se zdaj skuša uvesti pod vplivom World Economic Foruma. Namreč WHO naj ne bi odločal o tem, kakšni ukrepi se bodo uvajali, in sicer od lockdownov pa do obveznega ali pa celo prisilnega cepljenja le v epidemijah in pandemijah, ki jo oni razglasijo, temveč tudi pri naravnih nesrečah, pri klimatskih spremembah in vojnah. To pomeni praktično kadarkoli. Celo so po teh novih definicijah ne rabi biti nobena epidemija, ampak že sama grožnja, da bi se lahko pojavi epidemija, zadošča, da oni uvedejo ukrepe in lahko to grožnjo razglasijo že na podlagi nerazkritih informatorjev. Kar pomeni iz zraka vse. Popolna netransparentnost katerihkoli argumentov, za katere bi lahko postavili vprašanje, halo, kaj pa se pravzaprav dogaja, na podlagi česa se to uvaja. Dejansko nam se jemlje pravice tudi zastavljati konstruktivno kritična vprašanja. Če bo naša država podpisala ta sporazum, dejansko bo dovolila, da WHO, ki ga absolutno financira in upravlja megakapital, odloča o naših življenjih. Kar se mi zdi popolnoma nedopustno. Namreč to dopušča WHO-ju enormno veliko moč, omogoča številne in hude zlorabe in dejansko nam omogoča, da nam odvzamejo čist vse temeljne človekove pravice in ostanemo s tem podpisom mednarodnega sporazuma o pandemijah, ostanemo brez temeljne pravne varnosti. Še enkrat bi poudarila problem konflikta interesov. WHO, v katerega smo vstopili leta 1948, ni več ista inštitucija danes, kot je bila takrat. Takrat tega konflikta interesov ni bilo, zdaj pa je tako zelo jasen, da se mi zdi nedopustno, da bi država se odločila o tem, da suverenost glede odločanja o javnem zdravstvu preda eni pravzaprav inštituciji, ki jo obvladuje megakapital. Namreč, če se ta pogodba, ta sporazum podpiše, to odpira možnost za uvedbo medicinske diktature, ki zagotovo ne bo v javnem interesu. In edina možnost dejansko, da zaščitimo svoje pravice, to, o čemer se že veliko držav dogovarja in nekatere so že sprožile tudi postopke v tej smeri, je izstop iz WHO-ja. Ta WHO ni več WHO, v katerega smo vstopili. In tudi če potrebujemo neko inštitucijo, ki bo odigrala vlogo tistega WHO-ja, ki je bil oformljen od leta 1948, bo se moral oformiti neko novo mednarodno telo brez finančnih interesov, ki bo opravljalo to vlogo zbiranja informacij v javnem zdravju in da ohrani neko posvetovalno vlogo. Ta WHO s tem starim WHO-jem nima več nič skupnega. Seveda je vse skupaj, kar se dogaja na svetu, načrtovano. Nič ni kar slučajno, nič ni, zdaj se to dogaja. Bill Gates je napisal knjigo, kako se bomo rešili prihodnjih pandemij in je rekel ravno, da je potrebno, v tej knjigi piše, imeti centralno reševanje, se pravi preko Svetovne zdravstvene organizacije, in pravi točno tako, da je potrebno, da bo zbralo 3000 znanstvenikov,
ki bodo zdravnikov, strokovnjakov, ki bodo to potem vodili, koordinirali in da potrebujemo 100 milijard letno samo za to vodstvo, za Svetovno zdravstveno organizacijo. 100 milijard pravi v svoji knjigi, kako bi to potem dalje vodili. Seveda gre za načrte, ne? In on je točno napovedal že vse epidemije in zdaj zopet rešitev, kako bi bilo. Tu je lahko zelo, tako ste rekla, netransparentno. Kako pa je zdaj s tem, da je naša predstavnica slovenska, je postala neke vrste vodja te komisije, ki zdaj to pripravlja, te podpise. Kako je pa s tem? Zdaj, mi smo zelo blizu, zelo podpiramo. Jaz bi še enkrat, prvo je minister Poklukar podpisal pogodbo, v kateri je dana zaveza, da bomo podprli podpis te pogodbe, kar se mi zdi nedopustno. O tem ni bila nobena široka javna razprava v družbi, o tem ni bila nobena široka javna razprava v strokovni javnosti in je nedopustno, da se na ta način dejansko izda slovensko ljudstvo. Namreč, če bo ta pogodba podpisana, bo to največja veleizdaja slovenskega naroda. Zato, ker je politika, še enkrat povem, leva, desna, srednja, sem popolnoma apolitičen človek in me popolnoma nič ne zanima, katera politična opcija je na oblasti. In jaz bom zmeraj podpirala tisto opcijo, ki bo odločala v skladu s stroko in v korist ljudstva. Ampak katerakoli politična opcija je na oblasti, bo toliko pod pritiskom tega megakapitala, prav zaradi te velike zadolženosti, v katero nas je pahnilo različne opcije, leve, desne in srednje v zadnjih 30 letih, da ne moremo pričakovati rešitev od te politične opcije. Če oni želijo ohraniti svoje pozicije, bodo kimali pač megakapitalo, ki jih drži za vrat. In tu moramo ljudstvo biti tisti, ki se angažiramo in rečemo temu ne. Veste, veliko držav je že sprožilo takšne debate in zahteve v svojih državah. Vemo zaradi tega, ker smo mednarodno povezani. Recimo ena od teh, kar lahko povem po tem sestanku v Ženevi od 22. do 28. maja, je bilo predvideno, ne vem, morda bom napačno številko povedala, ampak če se prav spomnim iz teh poročil, kar sem prebrala, je 36,000 različnih pripomb prišlo iz celega sveta. In je bilo na račun te pogodbe, predvidene pogodbe, in je bila predvidena javna razprava in debata na to temo v okviru WHO-ja, če se prav spomnim, je bila predvidena po njihovem urniku za 17. in 18. juni. In kaj se je zgodilo, ko se tam konec maja večina afriških držav, pa mislim, da še nekaj drugih držav uprlo. Brazilija, med ostalim. Brazilija, Indija, Kitajska, Rusija. Predvsem afriške države, ki so imeli največ slabih izkušenj z Gavijem, s tem programom cepljenja Billa in Melinde Gates, je ogromno ljudi pohabljenih, umrlih in steriliziranih s temi eksperimentalnimi cepivi, ki jih desetletja usiljujejo tem revnim državam in jih dejansko zlorabljajo za nedovoljene eksperimente s temi cepivi. In to je tisto, kar mi zbuja tudi nezaupanje do teh hitro skomponiranih cepiv, ki ne prestajajo vse faze raziskovanja. Jaz nisem anticepil, sem pa absolutno proti usiljevanju česarkoli, kar ni dovolj raziskano. In nažalost se to desetletja že dogaja na afriškem prebivalstvu. In oni, ker imajo slabe izkušnje z WHO-jem in z Gavijem, so dejansko združeno rekli ne. In kaj se je zgodilo? Bidenova administracija, ki seveda najbolj podpira ta sporazum, je rekla, ok, dajmo hitro oformiti dve delovne skupine, ki bodo ločeno, celo so jih imenovali skupina A in skupina B, ki bodo ločeno skušali najti način, kako neutralizirati ta upor.
In oni so se sestali 16. in 17. junija in naenkrat je tudi ta javna razprava, ki je bila predvidena, mislim, da za 17. in 18. junij od teh 36,000 različnih pripomb, ki so prišle iz sveta, je nekako zginilo z sporeda. In dejansko je zdaj dve delovni skupini ločeno razmišljajo, kako nevtralizirati ta upor. Tako da oni na vsak način želijo v skladu s tem, jaz tudi tako razumem, kot ste vi nakazali, v skladu s tem, kar World Economic Forum predvideva, da bi bila ena vlada za obvladovanje zdravstvenega vprašanja, ena vlada za obvladovanje vojaških in varnostnih vprašanj, ena vlada za obvladovanje finančnih problemov za celi svet. Jaz tudi v tem skladu s tem vidim, da se premikajo stvari. Pred 2 leti bi jaz tudi rekla, so teorije zarote. Zmeraj bolj pa vidim, da kljub temu, da takrat sem kar vrgla to čez ramo kot informacijo, ki se mi zdi preveč bolana in preveč nerealna, da bi se lahko to v demokratičnem svetu dogajalo, da pravzaprav zmeraj bolj gremo v to smer. In nažalost Evropska unija dejansko funkcionira kot hlapec teh interesov. Sedaj v tej COVID krizi smo videli ogromno denarja. Denar za zdravstvo, denar za zdravnike, denar za bolnice, denar za gasilce, denar za policijo, denar za pogrebnike, denar za COVID denarja. To je teklo. In v nekem denarju, v nekem okolju denarja, potem so ti načrti lažje izvedljivi. Po drugi strani ste govorili o denarju, tudi o naši zadolženosti. Vse države so zadolžene. Nemčija še bolj kot mi po glavi človeka. Amerika je zadolžena. Čisto vse države so zadolžene. Nobena nima že tako zadolžena, da začenja propadati. In zdaj se je začel za Šrilanko. Šrilanka je prva država, ki je zdaj v tem novem valu držav, ki so na robu, je prva propadla. In potem gre ta domino, oni enostavno več ne morejo sploh funkcionirati. Tudi druge države, ki so precej močne, naprimer Turčija, ima 70% inflacijo. To so stvari, se pravi, okrog 150 držav je na samem robu in to lahko zdaj hitro začne propadati, da potem gospodarstvo, mogoče so to tudi načrti, da se izvede ta reset, gospodarstvo lahko hitro gre navzdol. Hočem reči, vse države so zadolžene in kapital ima tu, tudi smo videli sedaj pri tem našem COVID-u, veliko vlogo, ne. Torej, kaj narediti ob teh informacijah, ki se dejansko tudi stekajo? Kot ste rekli, afriške države so to zavrnile, Slovenija izredno podpira, je menda prva na svetu, ki najbolj to pridno podpira ta podpis. Kaj lahko naredi, razen to, da razmišlja, informira se en preprosti človek, ki želi dobro svoji družini, svojim otrokom, kaj lahko storimo? Zdaj, spremembe, če bodo prišle, morajo dejansko priti od spodaj, iz baze. Kar pomeni, ne moremo se zanašati na to, da se bo politika sama sebi odžagala vejo, na kateri sedi. Prvo se moramo zavedati, da ni slučajno, da je zdravstvo bilo financirano v tej COVID krizi tako, kot je bilo financirano. Če bi kdorkoli, ki se malo bolj spozna na sistem, pogledal, kaj se je dogajalo v bolnišnicah v času, ko seveda so vsi mediji trobili, da je zdravstvo pred sesudjem, da bolnišnice pokajo po šivih, če bi kadarkoli, kdorkoli imel dostop do istih teh oddelkov v prejšnjih letih in desetletjih v obdobju epidemije gripe in zdaj bi videlo, da je pravzaprav stanje enako. Da niso zdaj bolnišnice nič bolj pokale po šivih, kot so takrat, ko so bile epidemije gripe prejšnja leta. Namreč takrat so tudi ljudje, posebni oddelki so se odpirali tudi v Petra držaja za bolnike z gripo. Tudi takrat so po hodnikih ležali ljudje, so sobe bile čisto prepolne. Tudi stanje je bilo enako. Samo takrat
WHO pa megakapital še niso se odločili to epidemijo zlorabiti in izkoristiti kot zdaj glede COVID-a. Drugo, financiranje zdravstva je bilo zdaj povsem drugačno. To financiranje je bilo tako, ne vem, kaj bi rekla, da ne končam takoj v zaporu, tako nastavljeno, da je prav motiviralo bolnišnice, da čim več bolnikov proglasijo za COVID bolnike. Namreč so bolnišnice seveda po stopnjah intenzivnosti bolezni dobivale nekajkrat več denarja za enako obravnavo, če je človek bil na testu za COVID pozitiven ali pa ni bil. Ni bilo niti bistveno, a je imel razvito bolezen koronavirusno oziroma COVID-19 ali ne. Samo pozitivnost na testu je zagotavljala, da za enako obravnavo, kot bi sicer isti ta bolnik, če bi bil negativen, dobi 3-4 krat večji znesek. Tako da dejansko so vse bolnišnice manj ali več zlezle iz rdečih številk, ki jih spremljajo 30 let. Še nekaj, veliko oddelkov je bilo zaprtih. Osnovno zdravstvo ni funkcioniralo, nažalost tudi zdaj ne funkcionira. Veliko terapevtskih posegov in diagnostičnih posegov ni bilo izvajano, ob tem, da je kader ni bil angažiran, medicinski kader ni, še predvsem zdravniški del, ni bil angažiran na COVID oddelkih. Veste, in na nek način je umetno narejeno takšno krizno stanje, seveda ob nenehnem bombardiranju, tudi z sistematičnim ustrahovanjem ljudi, da so to sprejeli. Samo v posebnih razmerah, kriznih razmerah so ljudje pripravljeni se odpovedati temeljnim pravicam. In takšne krize pravzaprav sploh ni bilo. Je bila umetno ustvarjena. In mnogi zdravniki so bili tiho. Prvo zaradi tega, ker se ne informirajo, bi rekla, so mentalno leni, da bi se poglobili, pozanimali in razmišljali tudi v okviru svoje temeljne izobrazbe, ker za te stvari niti ne rabiš imeti neke visokoleteče znanosti, že znanje iz epidemiologije, ki smo jo opravili kot izpit na medicinski fakulteti. Vsej na tisti fakulteti, ki sem jaz opravila, je to bil zahteven izpit. Zadošča, da ti se vsi alarmi prižgejo ob ukrepih, ki so bili uvedeni. Drugo, seveda ne v mainstream medijih, ampak je bilo sicer dostopno veliko informacij, v katerih so vrhunski strokovnjaki, epidemiologi, imunologi, vakcinologi, ki so celo svoje življenje posvetili razvoju cepiv, so opozarjali o nevarnosti cepljenja v času epidemije. So opozarjali, da sistematično masovno cepljenje v času epidemije spodbuja ustvarjanje novih sojev, bolj nalezljivih sojev, pred katerimi nas ne ščitijo cepiva. Da je to pritisk dejansko na virus, da se replicira v smislu teh ustvarjanja novih sojev. To so svetovno znani vakcinologi govorijo že 2 leti. Nisem toliko pametna, da bi se sama tega izmislila. Samo v okviru naše skupine, ker nas je zdaj že več kot 120 ljudi, ki spremljamo te svetovno priznane strokovnjake, nenehno prihajamo do teh dokazov. Če bi se kolegi, ki so na nek način slepo sprejeli navodila mainstream stroke, da tako rečem, malo poglobili v to, verjetno bi že lahko dvignili glas. Mnogi so pa bili ustrahovani, tudi na primeru naših izkušenj. Poglejte, nekaj takšnih strokovno zelo podkovanih objav je naša iniciativa dala v javnost in vsi tisti, ki smo se zdravniki podpisali, smo zdaj že drugič preganjani, skupinsko preganjani za strani zbornice. Dejansko smo morali odvetnika najeti, da nas zagovarja, da ne bi bili pod grožnjo odvzema licence. Veste, kolegi zdravniki, ki imajo otroke, celo kolegi, ki ste oba zaposlena v zdravstvu, seveda so pod pritiskom in ogromno takšnih kolegov
ki niso člani naše iniciative, morda celo vejo marsikaj o tem, ampak ne upajo spregovoriti, ker to pomeni lahko tudi izguba službe. Tretje, veliki COVID dodatki, ki so jih mnogi zdravniki dobivali, tudi če niso bili v stiku s COVID-nimi bolniki. Tudi po tem zdaj vemo, da nekatere organizacije so izplačevale še mesece po tistem, ko več niso zdravniki delali s COVID bolniki, pa se zdaj prosi, da se vrnejo, pa nočejo vrniti te dodatke. To so bili ogromni, enormni zneski, ki so bili izplačevani. Marsikdo je bil tiho tudi zaradi tega, ker je bil zelo dobro financiran za to, da je tiho. Ja, to so aspekti, ki se mi zdijo nedopustni, da prevladajo v zdravstvu. A veste, v medicini smo predvsem bi morali delati ljudi, ki bomo podredili svoje lastne interese za dobro ljudi. Nažalost se to v tej epidemiji tudi zaradi tega financiranja takšnega, kot je bilo postavljeno na glavo. Zato je tudi dejansko zaupanje javnosti, zaupanje ljudi v zdravnike, v stroko tako zelo, zelo, zelo zamajano. Doktor Ilinova, hvala lepa za vaše mnenje, vaše informacije. Če ne drugo, vsaj razmišljamo svojo glavo in poskušamo razumeti, ker ti dejansko tudi ne moremo razumeti situacije, če ne razmišljamo globalno. In ves svet je sedaj v nekem pričakovanju, nekem krču, nekem razvoju. Upamo, mi verni seveda imamo tudi svoj način, kako naj bi vplivali na svet z tem, da smo z Bogom povezani, da molimo in da delamo dobro. Ampak neke človeške rešitve pa niso ravno tako enostavne oziroma na vidiku, v enem kratkem vidiku. Torej, še enkrat hvala lepa za vaše sodelovanje in želimo vam in vsej iniciativi srečno prihodnost. Pa hvala vam, da se prizadevate za ljudi in pa na nek način za resnico. Hvala lepa. Hvala vam za povabilo. Podelila sem svoje mnenje in tudi marsikatero stališče naše skupine in vabim dejansko ljudi v neko razmišljanje, neko sodelovanje, ker ne pričakovati, da nas bo politika rešila. Se bomo morali sami nekako v neki solidarnosti, nekem povezovanju, nekem odprtem dialogu, se bomo morali sami rešiti, če se bomo uspeli. To je bila dr. Ilinova, predstavnica iniciative slovenskih zdravnikov. Gledali ste oddajo Na robu znanega. Lep pozdrav in Božji blagoslov naj vas vse spremlja.